Suzana Mernankov TV. Zdaj že ob preteklih interpelacijah smo videli, kako funkcionira koalicija, ko se zelo skupaj nekako poveže in je težko zbrati 46 glasov za odstavitev ministra. Zanima me, kaj v takšnem primeru v bistvu sploh komentirate po vašem mnenju, če ministrica preživi to interpelacijo, kako to komentirate, glede na to, da pravite, da niti ne spoštuje odločb Ustavnega sodišča, torej da vemo že vnaprej, da bi jo koalicija utegnila močno podpreti, in pa veliko se v medijih piše, da bi vaša stranka utegnila interpelirati kar celotno vlado, verjetno v obliki, ne vem, konstruktivne nezaupnice. Pa me zanima, ali načrtujete kaj podobnega in pa ali je to zadnja interpelacija v tem letu, saj verjamem, da imate marsikaj zapovedati tudi čez ostale ministre. Hvala. Hvala tudi vam. Glede prvega, dr. Miro Cerar je pravnik. Mislim, da je prvi med državljani zavezan k temu, da spoštuje Ustavo Republike Slovenije. In pa naše mnenje, da bi moral minister, predsednik vlade Miro Cerar, po roku enega leta, ko ministrica ni izpolnila, po našem mnenju, zelo enostavno odločbo Ustavnega sodišča, sam vprašati ministrico, ali je sposobna biti ministrica v tej vladi, bi moral sam narediti določene korake. Tudi po našem mnenju je današnja vložitev interpelacije možnost dana dr. Cerarju, da sam razreši ministrico in ne obremenjuje državljanov, predvsem pa državnega zbora, z tem, ko bomo debatirali o tem, da ministri te vlade ne izvršujejo odločb Ustavnega sodišča. Kar se pa tiče drugega, zdaj, če bom rekel v slogu gospoda Mira Cerarja, bom rekel, da v poslanski skupini SDS spremljamo stanje na vseh področjih, jih podrobno analiziramo in vas bomo v najkrajšem možnem času seznanili z različnimi temami in naše odločitve bodo zelo učinkovite. Če pa govorim v stališču poslanske skupine SDS, pa menim, da še nobena vlada je tolikokrat zavestno kršila ustave, zakonov, pod nobena vlada še ni bilo toliko korupcije in klientelizma in nastavljanja prijateljev na različne položaje. In zato ja, tudi kot poslanci, predvsem pa kot državljani, terjamo odgovore, predvsem pa iščemo rešitve za boljšo Slovenijo v letu 2016 in naprej, ne pa, da delamo to, kar dela ta vlada, ko vsak dan z različnimi aferami uničuje tisto stanje normalnosti v naši državi. Hvala, še kakšno vprašanje? Hvala lepa.